Spoštovani, v dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni v predsedniški palači na sprejemu članic Društva za ohranjanje kulturne dediščine Aleksandrink. Besedi vabim magistrico Darinko Kozinc, predsednico Društva za ohranjanje kulturne dediščine Aleksandrink. Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, cenjeni gostje, drage naše potomke Aleksandrink, ki ohranjate izročilo. Ob tej priložnosti mi dovolite najprej resnično iskreno zahvalo, gospod predsednik, za vaš posluh in tudi za vsa dejanja, ki ste jih tekom vašega mandata storili za nas. Najprej se spomnimo vašega državniškega obiska v Egiptu, kjer ste kot prvi predsednik te države se dejansko poklonil številčni skupini Slovenk in Slovencev, ki so za zmeraj ostali v Egiptu. In seveda ob tej priložnosti ste dali težo in priznanje vsem tem našim pretežno ženskam, če lahko rečem in uporabim besedo le Gorisjen, le Sloven, ki so dejansko za svojim trdim delom ohranjale tako družine doma, da so lahko ostali na svojem. Zagotovo in prepričana sem, da brez dela teh žensk bi bila Primorska danes precej drugačna, mogoče tudi ne bi bilo več v taki obliki, saj so na nek način prekrižale načrte Mussoliniju. Iz egiptovskega pogleda, to, kar smo doživeli, tisti, ki smo to obiskali, so bile naša dekleta in žene zelo iskana delovna sila, spoštovana delovna sila, iz preprostih razlogov, ker so bila urejena, čista, poštena, delovna, navajena trdega dela in pa seveda tudi zelo, zelo zvesta. Tako da družine, ki so dale nekaj nase, so obvezno v svojem gospodinjstvu imele le Gorisjen oziroma le Sloven. Mogoče se tega v domačem okolju veliko premalo zavedamo. Tudi iz določene časovne oddaljenosti danes gledamo na te dogodke, na ta čas, brez posebnih čustvenih obremenitev, tako kot so bili mogoče obremenjeni zlasti otroci, ko so mislili, da so jih mame zapustile. Pa temu seveda ni bilo tako. Odhod Aleksandrinke je pomenil družinski dogovor. To je bila pač rešitev, je bila možnost in mislim, da so to možnost znale izkoristiti. Meni je samo žal, ker so se pač srečale v tem okolju za visoko družbo in so se naučile marsičesa, da domače okolje je to na nek način odklanjalo. Tako da so bile zgodbe take in drugačne. In še tretja zahvala, pred 2 leti ste sprejeli gospo Magdo Ibrahim, tudi zato vam moram reči, ker je bila izjemno navdušena in njene prve besede, ko je prišla od vas, je rekla: jaz moram našemu egiptovskemu predsedniku povedati, naj si za vzor vzame slovenskega predsednika. Spoštovani in spoštovane, prepustimo se seveda nadaljnjim besedam, nadaljnjemu dogajanju in še enkrat res lepa hvala in mislim, da vsi skupaj spreminjamo poglede na tisti čas več kot stoletne primorske zgodovine, pa tudi Slovenije nazadnje. In na ta način pač bomo umestili ta pojav v prostor, ki mu pravzaprav gre in enako seveda velja tudi za Egipt, ker se naše Aleksandrinke vračajo v arabski pisavi tudi v prostor, ki ga mogoče danes v Egiptu tudi malo zanikajo. Hvala lepa. Hvala, magistrica Kozinc. K besedi vabim gospo Salvo Hegazi iz Društva Snežinka iz Egipta. Svoje misli ne bo z nami delila v slovenščini, bo pa njena hči nam prevedla v slovenščino. Izvolite.
Spoštovani gospod predsednik, spoštovani, veselje mi je biti nocoj tukaj. Rada bi se vam zahvalila, ker ste mi dali to priložnost. Gospod predsednik, dovolite mi... Super. Gospod predsednik, dovolite mi, da vam dam na kratko predstavim naše združenje. V imenu svoje mame bom govorila v slovenščini. Najprej bi rada povedala, da sem osebno zelo ponosna, da sem lahko večkrat obiskala Slovenijo in se naučila slovenščini. Priložnost, ki jo moja mama nikoli ni imela. Trenutno študiram na Ekonomski fakulteti Univerze Ljubljana. Naše združenje je bilo ustanovljeno leta 2016, tik pred vašim obiskom Egipta, ki nam je bil vsem v izreden ponos. Združenje je bilo ustanovljeno v Kairu in priznano s strani Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki nas od tega datuma v marsičem tudi podpira. Trudimo se predvsem ohraniti odprto vez med Slovenci oziroma slovenskimi potomci in domovino. Doslej smo uspeli izpeljati številne dogodke, ki gradijo komunikacijska mostova med državama v smislu kulturnih dogodkov, prevajanja iz razprava literatura, dobrodelnih donacij ter podjetniških seminarjev. Seveda si prizadevamo za ohranitev jezika na vse mogoče načine. Zato smo začeli tudi s poukom slovenskega jezika za člane. Na vsakem koraku se trudimo ohranjati našo dediščino. V ta namen smo organizirali številne dogodke, kot na primer povabili novomeške folklorne skupine na nastop v operni prostor, poslali člane na učenje čipke v idrijsko šolo, naredili zelo uspešno razstavo čipk v Kairu in povabili 2 strokovnjakinji iz idrijske čipkarske šole, ki sta nam prikazali to umetnost. Eden od projektov, ki ga zelo cenimo, je prevod knjige Legosjen, najprej v angleščino, nato v arabščino. Knjiga je napisala dr. Darinka Kozinc in odlikuje jo pripoveduje zgodbe o pogumu, boju in uspehu mnogih Slovenk, ki so odšle v Aleksandrijo in živele v Egiptu. Naše ambicije se tu zagotovo ne končajo. Upamo, da bomo v prihodnosti imeli aktivno vlogo na uspešnejših področjih, ki vodijo v večjo blaginjo in dosežke. Dovolite mi, da vam podarim izvod angleškega knjiga in arabskega prevoda knjige Aleksandrinka kot majhen geston našega združenja in kot hvaležnost, da nas danes gostite. Hvala vam.
Hvala gospe Hegazi in njenih hčerki in hvala trobilnemu kvintetu Policijskega orkestra za glasbeno točko z izvedbo glasbe Ljubim te Slovenija. K nagovoru vabim predsednika Republike Slovenije. Spoštovane gospe in gospodje, dober dan, dobrodošli v predsedniški palači. Veliko veselje mi je, prav zares, da danes na tej priložnosti slovesnosti lahko uročim zahvalo predsednika Republike. Preden povabim gospoda Rinko, da se mi pridruži, da ji lahko svečano zahvalo predsednika Republike izročim, mi dovolite reči nekaj kratkih misli. Najprej, kot je bilo že omenjeno, sem imel privilegij in priložnost, da sem decembra 2016 v času mojega uradnega obiska v Egiptu obiskal mestno pokopališče in tam prižgal svečko in položil cvetje pred dvema spominskima ploščama, ki spominjata v srcu Kaira, v srcu Egipta na usodo Aleksandrink. Rad bi se vam zahvalil vsem, ki ste v teh letih, predtem pa tudi potem zlasti, sodelovali z mano pri tem, da doma v Egiptu in sploh v naši kolektivni zavesti ohranimo in prijeten, pošten zgodovinski spomin na usodo Aleksandrink. Vem, da so se dostikrat vlekle vzporednice z Lepo Vido, morda ne najbolj na prijazen ali pa pošten način, in da se je počasi vendarle prebijala ta zgodovinska resnica o tem, da je vendarle šlo za praviloma zelo ljubeče matere, ki so bile dolžne pustiti svoje otroke doma in so se po tej poti odpravile za zelo trdim zaslužkom v Aleksandrijo, zato da bi svoje otroke spravile do kruha. Mislim, da je prav, da smo Primorci, pa sploh vsi, ponosni na to dediščino nek način, ki so jo svojo zavzetostjo do njihovih družin dale Aleksandrinke. Mi moramo vedeti, da imamo opravka za začetkom prejšnjega stoletja, da je Sredozemsko morje predstavljalo ocean, da so se odpravile tako rekoč preko morja v neznano, da bi poskušale vsaj mestoma omiliti socialne stiske njihovih družin, zlasti njihovih otrok. V tem smislu se mi zdi, da opravljate neko zelo pomembno poslanstvo in vam privoščim, da ga opravljate še naprej. Vam bi se rad zahvalil za vaš trud in rad bi se vam zahvalil za knjigo v angleškem, v arabskem jeziku in za vašo pozornost. Zdaj bi vas pa povabil, Darinka, če se mi pridružite tukaj. Prosim, kar tukaj na mojo desno. Spoštovane gospe in gospodje, zahvala predsednika Republike, ki jo prejme Društvo za ohranjanje kulturne dediščine Aleksandrink, za prispevek k dokumentiranju življenja in dela Aleksandrink, slovenskih žensk v Egiptu in ohranjanje njihove zapuščine za prihodnje rodove. Iskrene čestitke. Torej, še vedno trdim, da imamo najbolj prijaznega predsednika v vseh časih. Res, gospod predsednik, najlepša hvala za to zahvalo, ki bo dobila mesto, upam in si želim, v prenovljenem muzeju Aleksandrink v Prvačini, ki je bil tudi na nek način meka Aleksandrink, oziroma od tam je izhajalo največ deklet in žena in to pogumnih. Hvala lepa. Hvala predsedniku Republike.
K besedi vabim gospo Vesno Humar, ki bo predstavila dramsko skupino Društva žena Prvačina, ki v izvirnih oblačilih ohranja govorno in vizualno podobo Aleksandrink. Spoštovani gospod predsednik, hvala, da smo lahko z vami. Hvala, da ste z nami podžupanja Mestne občine Nova Gorica, gospa Damjana Pavlica, vaša ekscelenca, veleposlanik Egipta, gospa Hegazi, dobrodošli doma, lepo vas je videti vsakič znova. Upam, da ne bom preveč se oddaljila od pravilov protokola, smo le v najpomembnejši hiši v državi, ne? Ampak mi je vendarle pri srcu, da pozdravim še dva človeka v tej sobi ob vseh, ki smo se zbrali. To sta gospa Vlasta Nussdorfer, ki je preživljala svoje poletne počitnice v naši vasi v Prvačini in ima zato zavedno naziv častne prvačkice. In smo jo bili veseli, ko smo jo srečali tu. In še posebej gospoda Gilberta Čivardija, potomca Aleksandrinke in Aleksandrica, ter zavedno verjetno največjega ambasadorja aleksandrijskih zgodb. Zgodbe o slovenskem izseljenstvu, kot je poudarila magistra Kozinc, so vedno družinske zgodbe. So zgodbe o mamah, ki so na pomolih zadnjič videli obraz svoje hčerke ali sina, otrok, ki so zaspali objeti s fotografijo, so zgodbe pisem, na katere so padale solze. Ampak so tudi zgodbe novih, drznih, pogumnih ljubezni, so zgodbe otrok, ki so se rodili z dvema jezikoma, z dvema kulturama, z dvema skrinjama zakladov. So zgodbe o srečnih vrnitvah, so zgodbe o zmagah, so zgodbe o uspehu, ampak so vedno družinske zgodbe. In mi danes k vam v to hišo res prihajamo kot družina. Kot članice Društva žena in Društva za ohranjanje kulturne dediščine Aleksandrink odkrivamo zgodbe naših prednic, ko odkrivamo njihova imena, ko gledamo njihove fotografije, se nam zdi, da z roko nekako segamo skozi kopreno časa, da se jih dotikamo. Njihovo zavezništvo, ki so ga sklenile na palubi parnika, ko so odhajale čez morje, kot je pravilno rekel gospod predsednik, ki je bilo takrat kot ocean. Njihovo zavezništvo, ki so ga sklenile, ko so sedeli v parku in si prebirale pisma od doma, se je nekako prelevilo v naše sestrstvo. Zato si zaupamo in se tudi zelo veliko smejemo. Jaz bi si želela, da bi bilo to sestrstvo univerzalno. Danes je na svetu na 10.000 Aleksandrink. Žensk, ki odhajajo iz revnih držav, kakršna je bila nekoč naša, v bogate države, kakršen je bil nekoč Egipt, ki doma puščajo otroke, može, matere in očete in pošiljajo domov denar za to, da družine lahko preživijo. One ne vstopajo po rdečih preprogah, tako kot smo danes mi, ne sedijo v takšnih čudovitih dvoranah. Redko kdo jim reče hvala, nihče jim ne pove, da so lepe, ampak so. In jaz bi rada, da bi danes pomislili na to, da so pravzaprav skupaj z nami tu. Prepričana pa sem, da so skupaj z nami v tej dvorani Jožefe, Marije, Frančiške, Karoline, Kristine, Ivane, naše none, mame, pranone, da na nas gledajo z veliko naklonjenosti, da bi imele tudi kaj za pokritizirati, kot vedno. Kako bi govorile, če bi danes lahko govorile, bomo slišali v naslednjih minutah, seveda, če bojo punce pripravljene kaj povedati. Ni noben problem kaj povedati, ker če ste tudi po angleško, po francosko, po arabsko,
Drazi moji, se naša ženska navadila tam dol jezikov, adna tudi neko po 3-4, ma ne samo jezikov. Kaj vse se naša ženska navadila? Kako se porihta otroka, kako se lepo naprave mizu, kako se ljudi postreže. Ma se navadila tudi takih lepih plesov, a se navadila je v kino in teatro. A veste, kaj so se še navadila? Se okopati vsak dan, lahko tam dol, kaj bo banjo, a horka voda. Ne ženska? Ja, ma to, ko smo prišli domov, tega ni bilo. A veste, ko sem se jaz znajdla? Sem šla na ta prvi semen, a sem si kupila eno veliko urencu. A ko sem kupavala tisto urencu, se djeci smejali. Ma sem rekla, neko naj se smijejo, ko oni se okopajo 2 bota na leto. Ja, za veliko noč, no pole lahko za božiči, če ni preveč mraz. Ja, ma tudi veš, kdaj poleti, ko pridejo čez Japavu, ko se jim zdrsne in štrbunknejo notrnje. Ja, ma nekaj se pa nismo navadili. Veste kaj? Se nismo navadili govoriti lepo slovensko gramatiko. Tako govorite vi, gospod predsednik. Ma kaj, vi me ne zastopiste kaj? Ali se smijate samo tako skrjence? Dobro. Ma, ne samo zastopite, ma zneste pa tudi še kaj povedati, tam dol po naše, po šompietersko ali pa po opajsko? Ma se vi ste prav ta pravi Lešandrinc. Znaste gramatiko, znaste tam dol po naše, govoriste tudi, vas slišam po televiziji, tudi lačka jezika, se mi zdi, vsej slišala sem. A ne samo to, tudi tako lepo ste naštimanku tam dol, v Lešandrji, gospoda, ki si je hodila horno dol po Korniši. Nije to, Ančka? Ja, tako, ko vas gledam, si mislim, ma veste, kaj si mislim? Karkuj srajc, rekelcev bi si lahko kupil tam dol. Tam dol, si ne morete misliti, koliko bi tih je. Sama lepe reči, sama fina roba. Frančeze, angliško, kako lepo so vsi naštimani. Gospodje s klobukami in v vantah, gospe, da ne govorimo. Imajo kompletine s žida, satena, žoržeta, ma moj Bog, da ne govorim, s picami, poštikano, za na glavo klabučke, boršeta, ki pašajo poleg, pasiči, šulne na šorotake. Ja, ma več kot 2 bota, lejte, moja gospa nije imela narobe. Mi je dala vse mene, a jaz tu baul. Ma ne mi ho, da sem špandavala, ne, nismo špandavala tam dol. Vsako štrlino smo skranili lepo, no pošiljala domov našim družinam. Ja, tisto robo sem pripeljala domov, če ne, kje mislite, sem to dobila? Ja, sem pripeljala tudi jaz domov 2 baula polna robe. Sem bila tako vesela, ko smo prišli v port v Trsti. A se reka, ni stari Lešandrinki, ki je bila z mano na vaporji, videste, nunca, pa smo doma. Otrok mi je rekla, samo še v nebesah bom najdla svoj dom. Ne morem jih misliti na njo. A na vse tiste ženske, ki niso več doma, ne pri Jepavi, ne pri Nili. Manj dan bomo vsem pokazali, da nismo šli če dol z pohotnosti, an za svoj komodita, ma zaradi mižerja, an z ljubezni do svojih družin. An takrat bomo spet lahko rekli, Lešandrinka se prišla v nebesa, Lešandrinka se prišla domov. Dolga je cesta, ki pelje do mesta, še daljša pa pot je domov. Jaz slišim te griče, ta veter in ptiče, ti pa ne slišiš glasov.
še stoji stara murva pred hišo. Tam smo doma vzeli slovo, pa čeprav je noč pretemna, našel bi pot domov. Ni kriva dolina, ne suša, ne zima, kriv je le tisti pogled. Čez griče zelene, valove spletene, ki rekli smo, da je nostit. In hiša je prazna ostala, nikjer ni več videti naših sledov, a čeprav je noč pretemna, našel bi pot domov. Kaj hitiš, mi pravi potiho, vse se pač enkrat konča. Tudi tukaj nebo je globoko, a zvezde svetijo najbolj doma. Domov bom šel čisto počasi, tam na jugu se nič ne mudi, kjer sveti Andrej nas pozdravi, življenje počasi hiti. Rad bi spet slišal tišino, ko noč se oblači v senci grobov, a čeprav je noč pretemna, našel bi pot domov. A čeprav je noč pretemna, jaz našel bom pot domov. Vem, da ne boste rekli, da Lešandrinka si samo pripeljemo domov baule, noter lepe reči za nas. Zmeraj prinesemo tudi kaj za naše družine, za otroke, kaj sladkega, ma tudi naši moži imajo radi. In tako smo si mislili, da tudi gospod predsednik, ne? Ja, seveda. Kaj pomeni šal do kontent? Šal do kontent. Kaj pomeni dekleta šal? Zelo zadovoljno. Vaša mama je šla kdaj? Je 18 let, je šla 24. je bila družina v Aleksandriji. In tako so se tam jaz rodil. Vi ste prišli nazaj kdaj? 60. leta. French and Arabic, of course. Les Goriciens. Les Goriciens, Goričani. Koliko od Gilbert 8 jezikov govori? 7. Da sem pa jaz, ki se repredarja v jabolko navdiha. Imate vse rokavičke? Ja, smo morali imeti. Pa ne zaradi covida. Ja, srčna hvala, krasni ste moji. Najbolj srčen predsednik vseh časov. Pa ste nasa?